Nadaljujemo z Blažem Štangljem z našega inštituta in se spet, pravzaprav ne spet, zdaj še nismo se v resnici še srečali s poplavami in hudourniki. Blaž nam bo predstavil poplave in urejanje hudournikov v 30 letih 20. stoletja pod Gorjanci. Izvoli. Hvala in pa lep pozdrav. Sem tukaj prisoten in morebitnim online. Moja tematika se bo ukvarjala z območjem jugovzhodne Slovenije, se pravi natančneje z Gorjanci, ki so pogorje v tem delu. Tudi se pravi, vsi poznamo, gre po njih meja med Slovenijo in pa Hrvaško. Ampak tokrat ne v meji pogovarjali, se pravi, se bomo s potoki, ki so hudourniške narave, vsi pa so, se pravi, so to pritoki reke Krke. Zdaj na zemljevidu je tudi, se pravi, so označeni ti večji potoki, ki bodo tule obravnavani. Zdaj, zakaj sem se odločil ravno za 30. leta 20. stoletja? Morda sem izhajal iz današnjega stanja, in sicer, ker so določeni objekti, ki jih bomo kasneje spoznali, vidni na terenu, in me je zanimalo, s kakšnim namenom so bili postavljeni, kdaj in pač kaj je do njih prineslo. In zaradi tega 30. leta. Se pravi, hudourniki po eni strani zelo idilični, v normalnih razmerah, po drugi strani pa ob ujmah, ob silovitih nalivih narastejo. Ponavadi so poplave silovite, se pravi hitro naraščanje. Voda s sabo prinaša razno plavje, drevje, kamenje, pesek. In pa, ker je zaradi tako silovitega dežja tudi razmočena zemlja, se pogosto sprožajo zemeljski plazovi. Ta zemlja polzi v te grape in seveda to voda nese s seboj. Omenim samo še imena teh potokov, katere bom tule nekako izpostavil. Prvi je Klamfer, potem tule je Sovpad, Šumeči potok, Vrtaški potok, potem Pendirevka, Kobila oziroma Kobilski potok, nekaj malega tudi Sušica. Za malo, kot sem prej omenil, malo zgornjih tokov, ki so v normalnih razmerah zelo lepi za obisk. Malo za predstavo, vrh Gorjancev s televizijskim stolpom. Tule je pa ena taka vidna, se pravi dolina, konkretno je od Šumečega potoka, kako se vidi od daleč. In pa tule je dolina Klamferja. Ni na fotografiji vrh Trdinovega vrha, bi bil takole nekako, če bi se ta fotografija nadaljevala. Zdaj, v obravnavanem obdobju, se pravi v 30 letih 20. stoletja, so bile na tem območju 3 večje hudourniške poplave. Kot pravim, hudourniške, kajti v tem prispevku nisem pa obravnaval poplave Krke, sem samo te pritoke reke Krke. In sicer, prva taka je bila v noči iz 26. na 27. avgust leta 1934, kjer je predvsem so poplavljali tile vodotoki, se pravi Klamfer, Šumeči potok, Sovpad, Pendirevka in pa Kobila. Zgodilo se je ponoči, in sicer ob pol enih ponoči, ko so silovito narasli vodotoki. In problem je predvsem povzročal na mlinih, ki so bili tule kar pogosti. In sicer konkretno na Klamferju je bil tako imenovan Šafarjev mlin,
kjer je ta narasla voda poškodovala jez, mlinska vretena, voda je vdrla tudi v mlin, kjer je narasla na 1 meter visoko. Potem naslednji je bil Kovačičev mlin, kjer je bila tudi žaga in je odneslo ves pripravljen les. Potem zalilo je tudi svinjake in od teh je tudi narasla voda odnesla 5 mladih prašičkov, ostali pa so se prehladili ker so stali v vodi. Poplave, se pravi poškodbe, so se kazale tudi v poškodbi ali porušitvi mostov na teh vodotokih, potem škoda je bila na travnikih, na poljščinah, se pravi, ko je ta narasel vodotok prinesel ves ta prod material in vse mogoče, kar pomeni, da je bila onemogočena košnja, poljščine pa enako zaradi vseh teh posledic poškodovane. Rekel bi nekaj še o virih. Moram reči, da sem prvo pričakoval, da bo recimo v župnijskih kronikah, da bo ta tematika dobro obdelana, no omenja se, je pa obdelana zelo selektivno, kot zelo dober vir so se pa izkazale, ker morda ne bi prvo pomislil, so se pa izkazale poročila žandarmerijskih postaj. Na drugi strani je pa nekako logično, ker je to, bi rekel, predstavnik žandar, predstavnik oblasti na terenu, ki je prvi videl situacijo in je potem poročal na okrajno glavarstvo Novo mesto, kaj se dogaja. Potem naslednja v letu 1937 se je zgodila 1. avgusta, enako je šlo tole za večerni in pa nočni čas, takrat je pa predvsem poplavljal potok Sušica, tule bi rekel okolica Kostanjevice na Krki, in so bile poškodovani tele naselja ob njem. Predvsem večje naselje je danes imenovano Podbočje, takrat Sveti Križ. Enako kot že omenjeno za leto 1934 je bilo v povirju tega potoka, ki je močno narastel, se je sprožilo mnogo plazov, kjer je ves ta zemljina drla v strugo. Narasli potok Sušica je nosil tudi drevje, hlodovino in podobno in je, se pravi, rušil vse pred seboj. Kjer je recimo za sam Sveti Križ kraj je podatek, da je odneslo 26 gospodarskih objektov, med katerimi se štejejo svinjaki, kozolci in pa podi oziroma seniki. Takrat se pravi, poškodovane so bile tudi ceste, ponekod celo so bili narejeni jarki celo v 3 metre globine in pa po travnikih in poljih je nasulo pesek in pa kamenje. Poškodovalo je tudi nekaj hiš, kjer so se ljudje po različnih načinih reševali ven. Še enkrat omenim, bilo je večerni in pa nočni čas in jih je presenetilo. Odneslo je celo mlin, seveda s tem, ko so bila uničene hiše, je bila tu uničena tudi prehrana. Ta poplava kar dobro še živi, ali pa spomin nanjo še dobro živi v lokalnem okolju, tako da se je tudi spominjajo. Dočim tisto prejšnjo za leto 1934 pa je, si upam trditi, nekako pozabljena. Ali pa bi rekel, v mlajših generacijah pozabljena. Kar je pa zanimivo za poplavo leta 1937, tule vidimo Kostanjeviško jamo in iz te jame je izvir, manjši potok ni vrisan, ker je pač tako merilo karte, ki teče proti Krki, in takrat se je odprl vhod v to jamo, ki je, bi rekel, zelo lepa in se je seveda kasneje tudi uredil za turistični obisk. Tako da lahko rečemo, da glede na vso škodo ena majhna zadeva pa je bila pozitivna od te povodnje.
In o tej povodnji je poročal tudi časopis, ki je prinesel, časopis Slovenec, ki je prinesel, se pravi 1. avgusta 37 naslov Strašna povodenj pod Gorjanci. Zadnja večja je bila, zadnja večna poplave so bile pa med 21. in 22. majem 1939, kjer so tile potoki nekako poplavljali na vsem tem obravnavanem območju. Je pa res, da Sušica je povzročilo nekaj škode, ampak manj kot leta 37. Na temle območju, se pravi v obtoku Kobile, Pendirjevke, Šumečega potoka in pa Klamferje, se je pa predvsem kazalo se pravi spet nanosu proda materijala na travnike, njive, v uničenem sadnem drevju, ki je bilo v teh vodotokih, in pa v uničenih mostovih. Zdaj pa čisto en tehnični vidik, se pravi, kot sem omenil, so bile te večje poplave in zdaj, se pravi, nekaj je bilo treba urediti, da bi te poplave povzročale čim manj škode. Tudi na drugih območjih v tedanji Dravski banovini je potekalo urejanje vodotokov, ki jih je vodil gozdno-tehnični odsek za urejanje hudournikov pri se pravi, banjski upravi Dravske banovine. In ta je sodeloval tudi pri urejanju vodotokov pod Gorjanci. Zdaj pri urejanju vodotokov, to se še danes uporablja, nekako največji učinek so tako imenovane zaplavne pregrade. To pomeni, da se v zgornjih delih hudournika, kjer je na eni strani struga ozka in pa skalnata, se postavi pregrada, za njo pa mora biti tak teren, da omogoča, da je malo širša struga in omogoča, da se voda razlije. Kar pomeni, ko hudournik pridrvi, se tule ustavi vse plavje, se pravi kamenje, drevje in podobno. Voda se razlije, se prelije čez pregrado, najprej skozi tele odprtine, če je pa seveda večji naliv, pa čez tole prelivnico. S tem se omogoči, ko voda pada nekaj metrov v globino, tudi izgubi svojo moč. Toliko enostavno, verjetno kakšen gradbenik bolj natančno razloži. Pojavljajo se pa tudi tak tip pregrade, to je pa tako imenovana stabilizacijska oziroma ustalitvena. Ta ima predvsem namen enako, da eno je, da se preprečuje erozijo potoka, drugo je pa enako, ko voda pada, se tule vrtinči, se porablja energija in se pravi gre z manjšo hitrostjo naprej. Tak tip pregrade se imenuje zaplavna oziroma zadrževalna, ker kot čisto iz funkcije, kot sem omenil, ker se zaplavi območje za njo oziroma zadržuje vso to plavje. Zdaj na obravnavanem območju je bilo narejenih kar nekaj pregrad, pa se bomo sprehodili skozi njih. Zdaj, za nekatere sem nekako pričakoval, da bom v gradivu dobil načrte, pa poročila o delu, pa vse mogoče, no od tega ni bilo nič. Morda zaradi tega, ker nekako so to tipski objekti, ki so jih gradili tudi drugod na Slovenskem. Drugo pa je, da v gradivu banjske uprave so za nekatere potoke in pregrade se omenja, da je Banovina financirala gradnjo, izvajalci so bili pa domačini, oziroma predvidevam, da je bil nek nadzor ali vsaj načrt, kako naj se te objekte zgradi in da bojo opravljali funkcijo.
Urejanje se je pa začelo, predvsem kot sem omenil, je se pravi prva večja poplava v letu 1934. Urejanje se nekako omenja v gradivu in pa v nekaterih spominih iz lokalnih teh prispevkov, literature, se pravi nekako od leta 1936 naprej, še tudi 1941 se te objekte dela. Eno so te, kot rečemo, tele pregrade, drugo se pa ponekod se izvaja tudi regulacije rek, in pa to je pregrada, ponekod se dela tudi pragove. Pragovi so pa v bistvu enako spet, da se preprečuje poglabljanje struge in zmanjša erozijo, je pa v bistvu sem, ko bi, če rečem po domače, iz kamna naredil zid, odvisno različne višine. Prva taka pregrada je na potoku Klamfer, v njegovem zgornjem toku. Tule vidimo, kot smo prej gledali skico, se tudi tule vidi, da je za njo zaplavni prostor. Ko je malo vode, tule priteče hudournik in se potem tule razliva. Ko je malo vode, se pravi voda se razliva čez tele odprtine. Ko je veliko vode, se prelije čez. Vidi se tudi teren, da se nekako teorija sklada s prakso, da je postavljeno v zelo skalnat teren. Sama pregrada je približno široka 20 metrov, pravi takole, debelina je pa nekako, vsaj v zgornjem delu je nekako od 80 centimetrov do 1 metra. V spodnjem delu, kjer je temelj, je pa širša. Ne vem koliko, ker je seveda zasuto, ampak tle kaže, ko sem z eno palico probaval, da je vsaj kakšne 2 metra. Tu je pa pogled iz te poplavne razlivne površine na pregrado. Se pravi, tule voda izteka, ko je veliko vode, kar vidimo na tejle fotografiji, pa se voda preliva čez. In še enkrat, tule je malo bolj vidno, hudournik divja, se tukaj razlije, umiri in potem pada skozi pregrado. Zdaj na fotografijah boste videli, sem pustil človeške figure, zaradi tega, da imate tudi malo predstavo, kako veliki so ti objekti. Naslednja pregrada je, pravi, iz enakega obdobja je na potoku Sovpad pri vasi Pankršgarm. Spet enaka funkcija, enako kot sem že prej razlagal. Je pa zanimivo, kot tista prejšnja v zadnjih letih ni bila nič obnovljena, tale je bila, no, in tudi še danes opravlja svojo funkcijo. Na potoku Šumeči potok nad vasjo Gaberje so bile izdelane kar 3 pregrade, in sicer 2 tako imenovani zaplavni, eno od teh jo tule vidimo, in pa ena je bila pa ustalitvena. Tole je v zgornjem toku. Značilnost hudourniških potokov je tudi ta, hitro naraste, hitro upade in pogosto so tudi struhe, se pravi, ko ni dežja, so struge sušne, se pravi, brez vode. Morda se razmišljam, zakaj so na tem potoku 3 pregrade, ko je bilo ureditev, se pravi, so začeli delati leta 1936 in ko je bila 1939 ponovno povodenj, je nekaj teh objektov tudi porušilo in morda so ocenili, da tisti začetno zgrajeni objekti niso bili ustrezni in so jih potem naredili več, kajti če se jih več pregrad naredi v nizu, bolj boš vodo umiril. Tako da tole je še na Pendirjevki, enaka funkcija. In pa na potoku Kobila.
Mogoče pa sem še omenim, pa da imaš 2 minuti. Zdaj, eno je, mi se ukvarjamo kot zgodovinarji s hudourniškimi poplavami, zdaj pa ali je to samo za nas, ali je to tudi nekak prispevek k skupnem dobrem, če tako rečem. Jaz mislim, da je, kajti te stvari so še vedno aktualne in še vedno se delajo študije. Primer je, prej je bila pokazana stara pregrada na potoku Kobila in tudi v novih hidroloških študijih, ki se je ravno kar izvedla, so ocenili, da sicer tista ni bila ustrezna in bo zdaj je v pridobitvi gradbenega dovoljenja, da se naredi nova. Ampak tu pa tudi tem inženirjem pomagamo, ker pokažemo, da so bile tudi že v preteklosti poplave. Utrinki samo še, da se pravi, so ti objekti TIPS, ki se tudi drugod na Slovenskem za umirjanje hudournikov uporabljajo. Tole je pa samo, ni iz našega konca, so pa tole iz Koroške, pač kaj povzročajo ti hudourniki. V letošnjem letu, se pravi 2023, na tem območju pod Gorjanci ni bilo takega neurja, kot je bilo v drugih delih na Slovenskem. Zadnja taka, ki je pa pod Gorjanci povzročala težave, je bila pa leta 2014. In pa samo še za zaključek, kot smo vsi spremljali, kakšna ujma je letošnjega avgusta prizadela Slovenijo in morda se mi zdi en tak simboličen predmet, je morda pa tale najdena ustava Republike Slovenije v Črni na Koroškem. Hvala lepa.